V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. Praznik Marije, Svete Božje Matere, novo leto. Čas, da poprosimo Boga za njegov blagoslov, za njegovo varstvo, tudi preko njegove in Božje Matere Marije, da se izročimo njej, Bogu, varstvo. Sveto mašo dan molimo. O Bog, po Marijinem deviškem materinstvu si podaril človeštvu odrešenje. Naj tudi v novem letu čutimo, da nas varuje ona, ki nam je rodila tvojega sina, začetnika življenja, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 4. Mojzesove knjige. Gospod je govoril Mojzesu in rekel: Govori Aaronu in njegovim sinovom, tako blagoslavljajte Izraelove sinove. Recite jim: Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil. Božja beseda. Bogu hvala. Odpev. O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslovi. O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslovi, razjasni svoje obličje nad nami. Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, vsi narodi tvoje odrešenje. O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslovi. Veselijo in radujejo naj se narodi, ker sodiš ljudstva pravično in vodiš narode na zemlji. O Bog, slavijo naj te ljudstva. O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslovi. O Bog, slavijo naj te ljudstva, slavijo naj te vsa ljudstva. Bog nas blagoslavlja, naj ga častijo vsi konci zemlje. O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslovi. Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Bratje in sestre, ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca duha svojega sina, ki vpije: Aba, oče! Potem takem nisi več suženj, temveč sin, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu. Božja beseda. Bogu hvala. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po sinu. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas so pastirji pohiteli v Betlehem in našli Marijo, Jožefa in dete položeno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku, in vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji.
Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih 8 dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. Poslušali smo Kristusov evangelij. Novo leto, praznik Marije Božje Matere, dan miru, zaključek božične osmine. Vse to je danes razlog za praznovanje, za našo hvaležnost na današnji dan kot svetovni dan miru. Tudi papež vsako leto napiše poslanico za dan miru. V letošnji se posebno ustavi pri razmišljanju o skrbi za soljudi in stvarstvo. Sam povzame temo te svoje letošnje poslanice v besedah: kultura skrbi za izkoreninjanje kulture brezbrižnosti, odmetavanja in spora, ki je danes pogosto prevladujoča. V svojem besedilu, ki si ga lahko v celoti preberete tudi na spletu, se najprej dotakne tega, mimo česar pravzaprav ne moremo, krize, ki je prizadela ves svet z boleznijo COVID-19. Potem pa nas spomni, da je Bog pravzaprav pri stvarjenju že človeku zaupal skrb, da bi varoval zemljo. V Jezusu nam pokaže zgled tistega, ki mu je zares mar za sočloveka, ki skrbi, ki varuje svoje brate in sestre in nas s tem povabi, da bi tudi mi, ki smo njegovi učenci, hodili za njim po tej isti poti skrbi za sočloveka. Na to se papež ustavi ob cerkvenih dokumentih, kjer našteje veliko tem, ki nas lahko konkretno vzpodbudijo, kaj lahko storimo v tej skrbi za sočloveka, in nas vabi, da bi ves svet na vseh področjih življenja se vedno znova vzgajali za skrb za sočloveka. Zaključi pa z vabilom: ne popuščajmo skušnjavi brezbrižnosti do drugih, zlasti do najslabotnejših. Ne navadimo se pogledati stran, ampak si vsak dan konkretno prizadevajmo za oblikovanje skupnosti, ki jo sestavljajo bratje, ki se med seboj sprejemajo in skrbijo drug za drugega. Tako nas papež Frančišek vabi, da bi celo leto posvetili, ne samo danes na dan miru, ampak celo leto posvetili naši skrbi za naše bližnje. Božja beseda pa nam danes ponudi v branje in razmišljanje najprej blagoslov. Tako lep je odlomek iz Mojzesove knjige, ki vabi k blagoslavljanju. Takole blagoslavljajte, pravi. In potem pove to formulo, ki jo rečemo tudi Aaronov blagoslov: naj bo Gospodovo obličje nad nami, naj se razjasni njegovo obličje. Največ, kar v starozavezni govorici lahko človek doseže, je to, da se Bog ozre nanj, da mu je Bog naklonjen. To je ubesedeno v tem, da se Božje obličje razodene nad človekom. Posebno ob vsaki prelomnici, ob novih začetkih, v pomembnih trenutkih je prav, da prosimo Božjega blagoslova, da ga tudi kličemo na ljudi okrog nas. Blagoslov, o katerem smo slišali v prvem berilu, nas spominja, da je Bog naš varuh, da nas on varuje, da nam je naklonjen, da nam je blizu, da nam daje svoj mir. Mir v svetopisenskem jeziku pomeni povzetek vseh darov, ki jih lahko dobimo. Vse, kar imamo, je Božji dar. In ko nam on podarja mir, nas s tem tudi spominja, da je vse, kar nam podarja, njegovo. V veri, da je naš Bog
Emanuel, Bog z nami, sam Bog prihaja tudi tu naproti, da bi nam podaril svoj mir. Če je bil starozavezni blagoslov še želja, nekaj, kar se bo zgodilo v prihodnosti, napoved, se z novo besedo, z Jezusom, Božja bližina človeku uresniči v vsej polnosti. Da bi lahko mi ljudje hodili po poti miru, je potrebno, da nas razsvetli to Božje obličje, da se Bog ozre na nas, da prejmemo v njegovem imenu blagoslov. In prav z učlovečenjem se je to dokončno uresničilo. Boga lahko gledamo iz obličja v obličje, v njegovem Sinu, Bogu in človeku Jezusu. Prihod Božjega Sina v našo zgodovino je namreč prinesel ta dokončni, nepreklicni, polni blagoslov. Luč, ki več ne ugasne, ki daje vernim možnost in priložnost živeti v resničnem Božjem miru. Evangeljski odlomek nam predstavi pastirje, njihovo oznanilo in Marijo, ki dogodke in besede ohrani in premišljuje v svojem srcu. Na koncu se evangeljski odlomek dotakne tudi 8. dne po rojstvu Jezusa, se pravi pri Judih so namreč takrat dajali otroku ime. Jožef in Marija novorojeno dete imenujeta Bog rešuje. Ješua, Bog rešuje. V veri in upanju, da je Bog res tisti, ki nas blagoslavlja, ki nas varuje, ki nas rešuje, ki nam je naklonjen, ki nam obenem, ki nas uči domačnosti z Bogom. In tega se dotakne apostol Pavel v 2. berilu, ki smo ga danes poslušali, ko pravi, da po Jezusu lahko Boga kličemo Aba, očka, ker je Božji sin postal eden izmed nas, naš brat, smo tudi mi vsi njegovi bratje in sestre in zato sinovi in hčere Boga očeta in ga lahko imenujemo Abba. Lahko z njim živimo tisti zaupen odnos varnosti, bližine, zaupanja, ki naj bi bil značilen za takšen odnos z očetom, ki tako vse intimi odnosa postane očka, postane Abba. Marija, Božja mati, naj nas vse spremlja, tako kot je spremljala otroka Jezusa, tudi nas lahko spremlja pri našem iskanju odnosa z Bogom, pri našem vzpostavljanju tega zaupnega odnosa z Bogom Očetom. Amen. Amen.